V vasici na Štajerskem, ki že v imenu nosi besedo Zlato, si je zakonski par omislil mikavno pritlično hišo. Zasnovana je tako, da vabi k sproščenemu druženju, s pametnimi rešitvami pa bo paru omogočila tudi zlato jesen življenja. Spoznajmo tole odprto, svetlo in toplo hišo, ki sta jo lastnika postavila čisto po lastnih zamislih, ampak šele, ko so se otroci odpravili na svoje. Lilijana in Matjaž, dober dan. Tukaj smo v Zlatoličju, pa mi povejte najprej, a ima ime kraja kakšno povezavo z zlatom? Pa lahko rečem, da delno res, ne? V bistvu so zapisi, da že v rimskih časih so v reki Dravi, ki teče mimo našega kraja, iskali oziroma izpirali zlato in v bistvu naj bi v času Marije Terezije to celo preraslo v neko pravo obrt. Tako da potem je to zamrlo med vojnama, danes se pa zadeva spet počasi obuja v turistične namene. Vidva imata zanimivo zgodbo. Ponovadi se mladi odselijo na svoje, pa si nekaj zgradijo. Pri vama je pa tako, da sta vidva počakala, da so mladi dovolj odrasli in da sta vidva šla na svoje, ne? Pri nama je bila vedno želja, da imamo svojo hišo, lastno hišo. Prej smo živeli pri tašči v nadstropni hiši z 3 otroci. Če bi gradila hišo pred 7 leti, bi gradila hišo za otroke. Sedaj pa, ko so otroci počasi odhajali od doma, pa smo striktno gradila hišo samo za naju, pritlično hišo. Kakšne so bile sicer vajine želje glede hiše? Kaj je morala imeti? V bistvu v prvi vrsti je bila montažna, da je hiša, ker tudi moj stric jo ima in sem bila se vedno v njegovi hiši dobro počutila. Drugače, da ima veliko svetlobe, da je povezana z naravo, da lahko kar stopiš na teraso iz hiše, da je varčna, da ima rekuperacijo. Ja, za montažno hišo smo se odločili predvsem iz razloga, sama imava podjetje, ukvarjava se namreč z aluminijastimi ograjami, zelo dosti smo vpeti v posel in enostavno si niti v sanjah ne znam predstavljati, da bi našel čas za klasično gradnjo. In imela sva zelo izdelano, kaj iščeva. V bistvu vedno smo si tudi želela, glede na velikost parcele, ker je velika parcela, da bi bila hiša podolgovata, ne? Melita in Tina, zdravo. V čem je ta hiša primerna tako za lastnika kot za tole geografsko področje, kjer se nahajamo? Hiša je prava izbira oziroma primerna, ko je lastnik zadovoljen in dejansko čuti to udobje hiše, v kateri biva med naravnimi materiali. Geografska lega ni najpomembnejša, ker dejansko gradimo hiše povsod po Sloveniji, tudi v tujini, je pa pomembna z vidika arhitekture, ker v arhitekturnem smislu se moramo prilagoditi geografski legi. Za kakšen tip hiše gre in kako ste jo morali spremeniti po individualnih željah in zamislih lastnikov? Gre za pritlično hišo z dvokapno streho, ki zelo lepo sovpada v to okolje Ptujskega polja. Skupaj z lastniki smo predelali vse njune želje in tako je dejansko nastala popolnoma individualna, personalizirana hiška, ki ima vhod v osrednjem delu hiše in tako se hiša deli na 2 dela. En del je popolnoma privaten, zaseben, individualen, kjer imata lastnika svoje intimne prostore z komfortno spalnico, komfortno garderobo, svojo kopalnico. Seveda smo mogli v ta del dodati tudi prostor za vnučke in njihovo kopalnico. Potem pa je tukaj drugi del prostor, v katerem se sedaj nahajamo, to je pa bivalni del in tukaj smo velik del pozornosti namenili kuhinji, kuhinjskemu otoku, ki predstavlja osrednji del te hiše, je nekakšno srce hiše in velika komfortna dnevna soba in kot vidimo ta velika miza, kjer Lilijana in Matjaž z veseljem pogostita svoje obiskovalce. Ker se druženje z družinskimi člani in prijatelji v toplih mesecih preseli ven, je arhitektka na željo lastnikov razširila teraso in podaljšala na pušč. Tako je tudi zunanji del hiše spremenila v arhitekturno dovršen prostor. Želela bi še samo dodati, da sta pri projektiranju intenzivno sodelovala Matjaž in Lilijana in da imata izjemen okus za estetiko, tako da arhitekti pri tej hiši nismo imeli zelo težkega dela. Smo pa tukaj na področju, kjer rado tudi močno pihne, ne? Baje so sunki vetra tukaj na Dravskem polju primerljivi čist s primorsko burjo. Na kaj je treba pri tem biti potem pozoren?
Konstrukcija dotična te hiše je izvedena pretežno iz lesa, kar zagotavlja to trdnost, stabilnost in varnost v vseh vremenskih pogojih. Montažne hiše so najbolj protipotresno varne in ponekod v Sloveniji že predpisane kot nujna gradnja na potresnih območjih. Sama stena ni izdelana naključno in sicer v notranjosti je sestavljena iz lesno-vlaknene plošče, ki je bila polnilo za inštalacijsko ravnino, hkrati pa je izjemen zadrževalec zvoka, tako da smo zagotovili zvočno izolativnost. Kar se tiče zunanjega dela stene, imamo tako imenovano prezračevalno fasado. Ta je ključna v vročih poletnih dneh, mesecih. Zraven te tehnične lastnosti pa ima tudi vizualno, in sicer na to steno lahko si lastnik izbere kakršnokoli zunanjo oblogo, torej ali klasično fasado, leseno, keramično, opečno. Lastnika sta se odločila za inovativno, kovinsko iz aluminija fasado v imitaciji lesa. In katere so zdaj tiste stvari, na katere ste najbolj ponosna, da rečeta, tukaj sva pa zadela žebljico na glavico. Točno tako je, kot sva si predstavljala. Jaz mislim, da je to ta osrednji dnevni prostor, kuhna, dnevna jedilnica, ki že, ko vstopiš v hišo, vidiš, da vabi po druženju ljudi. Drugače bi še jaz rekla, da je posebnost najine hiše luči, osvetlitev, ne? Zakaj se pa tukaj Matjaž nasmiha? Res je, nikoli nisem imel nekak luči, da so nek pomemben dejavnik v prostoru, ampak zdaj v gradnji pa samo od sebe se je nekako razvilo, da so luči postale skoraj tisti glavni element, okras celega ambienta. In ne vem, hiša ima nekaj več kot 125 kvadratov, pa je recimo montiranih noter 40 luči, pa več kot 60 tekočih metrov ledek. In vsaka luč ima tudi nek estetski pridih, bom rekel, vsakega prostora. Jaz pa moram pohvaliti Matjaža, da je vse luči sam zmontiral v hiše. V bistvu, Mislite, vključno s temi visečimi v dnevni sobi? Vse je sam montiral. V kuhinji sem opazil 2 pomivalni koriti. Sta taka fena pomivanja, da rabita vsak svojega, ali kako? Ker namreč za to dvojno korito sem zvedel šele na izrisu kuhinje, ampak danes moram reči, da to pa je bila ena tudi takih top idej, ker dejansko med kuhanjem vidiš, kako zelo ti koristi. Notranja vrata segajo vse do stropa, vendar so skoraj neopazna, saj so oblepljena z enako tapeto kakor stene. S tapeto pa so polepljene samo zaradi tega, da ni treba vedno malati, če se kaj zamaže. V bistvu smo si umislili tapete tudi v sobi za goste, v najini spalnici in tudi v kopalnici. Prav vsak prostor je opremljen s steklenimi vrati, ki omogočajo dostop na vrt. Da pogled z ulice ne sega v notranjost, so stekla oblepljena z zatemnitveno termoreflektivno folijo. Največ steklenih površin je na južnem delu, kar pozimi omogoča toplotne pribitke, dolg napušč in žaluzije, ki so del pametnega sistema, pa poleti poskrbijo za senčenje. V bistvu hiša ima tudi eno posebnost, ker je veliko steklenih površin, sem se odločila za zavese, ker večina novogradnje danes nikjer ne vidiš več zaves, teh klasičnih. Jaz bi pa tako rekla, da če ne bi imela zaves, bi izgledalo tako ženska brez obleke. A je to slabo? Ja, morda res ni naključij, kajti odprtost te hiše jasno kaže tudi na odprtost naših gostiteljev.